V tem tednu so na Univerzi na Primorskem potekale 5. redne rektorske volitve. Predsednik volilne komisije, izredni profesor Mihael Perman, je povzel volilne rezultate. Volilna komisija za izvolitev rektorja oziroma rektorce Univerze na Primorskem je zaključila svoje delo. Ugotavljamo, da so bile volitve izpeljane v skladu z zakonom o visokem šolstvu in v skladu z internimi akti Univerze na Primorskem. Volilna udeležba je bila med visokošolskimi učitelji 63%, med strokovnimi delavci 67%, med študenti pa 1%. Kandidatka za rektorico, profesor Klavdija Kutnar, je dobila 371 veljavnih glasov. S tem je dobila večino glasov in zmagala na volitvah za rektorja oziroma rektorce Univerze na Primorskem. Rezultati so zaenkrat še neuradni, ker jih mora potrditi še senat Univerze na Primorskem, da postanejo uradni rezultati volitev. Novo izvoljena rektorica Univerze na Primorskem, profesorica doktorica Klavdija Kutnar, je napovedala nadaljnji razvoj univerze. Vsem se zahvaljujem za izkazano podporo. S trdim delom in v kolektivnem duhu bomo v naslednjem mandatnem obdobju našo univerzo še naprej razvijali v svet obrnjeno pedagoško in raziskovalno institucijo, ki bo utrdila svoje mesto v globalnem univerzitetnem prostoru. Tudi zato bo k nam prihajalo vedno več študentov in raziskovalcev iz tujine. Pa četudi je v zadnjih 7 letih naša univerza bistveno okrepila mednarodno vpetost, se povezala z več kot četrtino prestižnih univerz na šanghajski lestvici, med njimi tudi z najprestižnejšo moskovsko oziroma rusko univerzo Lomonosov, pridobila največji evropski raziskovalni projekt v Sloveniji, si drznem napovedati, da bomo Univerzo na Primorskem s skupnimi močmi popeljali še višje. Hvala lepa. Rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič, prepušča položaj rektorja z novembrom letos. Najprej seveda vse čestitke bodoči rektorici, ki bo prevzela univerzo čez 6 mesecev. Univerzo zapuščam v zelo dobri kondiciji. Naš potencial, tako izobraževalni kot raziskovalni, bistveno presega finančne in druge zmožnosti, ki so nam na voljo. Samo za primerjavo, od približno pol milijarde evrov, ki jih bo Slovenija letos namenila za visoko šolstvo in znanost, bo naša univerza dobila zgolj 19 milijonov evrov, kar ni niti 4% vseh sredstev. To je celo manj od deleža v bruto družbenem proizvodu naše regije znotraj Slovenije, ki je 5,6%. Brez tega denarja seveda je težko sejiti razvoj. A v Sloveniji je žal tako, da se sredstva za visoko šolstvo in znanost pač delijo po principu obratne sorazmernosti. Čeprav na primer v naši prestolnici v Ljubljani živi 300 tisoč ljudi samo, kar je 15% vsega prebivalstva, te države pa visokošolstvo in druge znanstvene institucije v Ljubljani prejmejo skoraj 85% vseh sredstev. Za nas na obrobju pa ostanejo samo drobtine. Ampak obratno sorazmerno tem drobtinam pa so naši uspehi, ki so zelo veliki. Imamo kar nekaj nišnih znanstvenih disciplin, ki so v samem evropskem in svetovnem vrhu. Verjamem, trdno sem prepričan, da bo rektorica, ki bo prevzela rektorsko mesto novembra v tem letu, ta razvoj potegnila še hitreje naprej.